kako razumeti angele, kaj govorijo in kako izboljšati svoje kanaliziranje. To je definitivno vprašanje, katerega velikokrat dobim po zimi, verjetno zaradi tega, ker se po zimi bolj vsak človek bolj tako ukvarja sam s sabo in ker je zelo, zelo mistični mesec zaradi snežne polne lune. In zato tokrat te čaka nebeški skop, ki ti bo torej odgovoril na to vprašanje. Torej, pogledali bomo, jaz sem pripravila res take neke prav karte, ki so za kanaliziranje. 12 različnih kart bomo odprli za vsako znamenje in kanaliziranje je nekaj, kar se hoče vsak nekako izuriti v tem, izboljšati to zaradi tega, ker če ti dobiš odgovor od svojih angelov, od svoje duše, verjem, tvoje življenje je bistveno boljše. Včasih ljudi reče, pa zakaj bi kanaliziral, pa tako naprej, je treba realno živeti zaradi tega, ker če hočeš ti realno živeti boljše, verjemi, je kanaliziranje definitivno pot do tega. Tako da, če si pripravljena, imam sedaj zate čudovite navdihe, pa tudi sama ne vem, kaj se bo zgodilo, ker se bo zgodilo takole v živo pred kamero in s pomočjo telih kart. Ampak tokrat sem se odločila, da začnemo z vodnarji. Zakaj? Zaradi tega, ker februar več ali manj, predvsem torej na začetku pripada vodnarjem, pa naj bodo vodnarji prvi. Torej, kako bomo vodnarji se osredotočali na kanaliziranje in kaj nam bo to prinašalo? Prva karta. Loved ones in spirit. Če ti zdaj prevedem to karto, tole je karta medijstva. Mislim, veš, kako sem jaz zdaj v tem trenutku vesela, zaradi tega, ker sem jaz tudi vodnarka, Tako da, moram priznati, da je tale karta mene zdaj zelo ganila. Tole je karta medijstva, ki je seveda del kanaliziranja. In ta karta pravi, da vsi tisti, ki smo imeli nekoga, katerega smo imeli radi, ga imamo še vedno seveda radi in je v višjem stanju zavedanja, to pomeni, da je zaključil svojo zemeljsko pot in sedaj sveti v nebesih, da imamo veliko podpore v tem mesecu s strani tistih, ki so naši dragi pokojniki. Želijo nam pomagati, glih tako kot angeli, želijo se pogovarjati z nami in definitivno so pripravljeni, da če rabiš kakšno posebno pomoč, veš, kakšno pomoč, ki je mogoče izvenserijska, pa tako naprej, bojo mečkali lobirali pri angelih in pri Bogu in tako naprej, ampak konkretno kanaliziranje glede medijstva. A veš kaj, jaz, ki sem odprla zdaj to karto, veš kaj bom jaz zdaj začela delati? Mami, veš kaj rabim? Mami, tako da spet bom kao una mehna punčka, veš kaj, mami, hoče, ta karta je prišla in isto dejte vi nares. Ne pozabi, da tisti, ki so v nebesih, so del vaše dušne družine in zaradi tega vedno, ko vi rastete, vedno, ko je vam dobro, cela dušna družina, ta skupina je rečemo dušna raste. Tako da veliko se vam bojo v tem mesecu javljali pokojniki, ampak hkrati vam bodo na voljo tudi za pomoč, da jih pokličete. Tako da medijstvo je tisto, katero želite definitivno najbolj ozavestiti. Lahko pa, če vas bo to zanimalo, tudi prideš 19.3. mislim, da je pri meni Akademija kanaliziranja, ki dobi zraven brezplačno, čist brezplačno, še spletni program, obširni spletni program tečaj medijstva. Tako da sem tako, če te bo slučajno poklicala. Ampak v vsakem primeru sem ti povedala, kaj slediti. In jaz sem zdaj tako, res je, tudi meni je kot vodnarki tole pogrelo srce. In potem naslednje ste ribice. Ribice, Kaj pa vaše kanaliziranje? Ribice, karta potovanja. Čudovita karta. Karta potovanja, pa še karta je, veš, številka mi je padla v oči. Karta številka 34, 4 plus 3 je 7, mi smo zdaj v letu sedmice, definitivno. Kaj to pomeni? Kaj ima to veze s kanaliziranjem? Ti rabiš za svoje kanaliziranje nove ideje, katere pa lahko dobiš z širitvijo obzorja. Ne samo v mesecu februarju, mogoče lahko v mesecu februarju mogoče narediš načrt, ampak veliko novih idej življenjskih poslanstv in delov življenjskih poslanstv se ti odkriva s tem, da razširaš svojo energijo, da pogledaš v druge države ali pa da mogoče kakšne ideje iniciraš, kot da
opazuješ tudi recimo, kako to delajo na drugih delih sveta. Ampak veš, širitev obzorja, nič ni narobe s Slovenijo, Slovenija je krasna država, vse je okej, ampak ti prav rabiš neko širjenje obzorja, veš, mednarodna sodelovanja, pogledaj, kaj lahko narediš na globalni ravni, ne samo tako, veš, zaprtega tipa v naši državi, ampak tako, da pogledaš na širše in to bi ti zelo spodbudil kanaliziranje in angeli bi ti lahko recimo veliki idej dali za tvoje življenjsko poslanstvo, absolutno, ne? Ok, potem naslednji ste ovni, a ne? Ovni, kaj pa vi in vaše kanaliziranje? Ovni, karta hiše, karta hiše. Kaj to pomeni? Prav hiša je gor. Za vas, ovni, za kanaliziranje je zelo pomembno, če hočete imeti visoko energijo, da pazite na energijsko čiščenje prostora. Če se v prostorih, v katerih se zadržujete, to je lahko torej vaš dom, vaša pisarna in tako dalje, zadržuje veliko negativne energije, potem vi padete pod to energijo in zelo težko pritegnete k sebi informacije angelov, višjih sferaj in tako naprej, zaradi tega, ker si potem te dve frekvenci nista sorodni, veš, to pa potem rata problem. Tako da pazite na svoj prostor, torej v okolju, v katerem ste, a ne, zaradi tega, da boste lahko fizično v prostoru podprti, da boste lahko skozi sebe, drugače ste zelo intuitivni, čutim, da boste lahko skozi sebe dejansko te energije nekako prevajali. Imaš pa drugače tudi pri meni spletni program, tole mi prva prišla, zdaj pač spomin energijsko čiščenje prostora, bi ti ga zelo svetovala, da si ga mogoče pogledaš na potvajnduše.si, če pa hočeš na več, če se to učiš, imaš pa tudi pri meni 18.3. imaš tečaj zelene magije, a ne? Tako malo vmes bom, evo, kaj svetovala, če imam jaz orodja za kaj tazga. In potem naslednji ste biki. Kaj pa vaše kanaliziranje, biki? Biki, to je karta srca, prav piše heart zgor v angleščini, karta srca, čustva. Biki, za vas je zelo pomembno v mesecu februarju, da imate stabilizirana čustva. Če bi vas čustva kaj premetavala, razočaranje, žalost, navsezadnje jeza, bes, nervoza, pa tako naprej, potem je, da bi se kanaliziranje ustavilo in potem vas čist vrže v energijo nekih iluzij in negativnih pričakovanj in potem ne morete dobiti realne informacije, niti rešitev od angelov. Tako da, če boste hoteli kanalizirati, razumeti angelska sporočila, bo seveda najbolj pomembno to in res najbolj pomembno to, da najprej umirite čustva, to pomeni, da najprej zberete vse metode, ki jih poznate, meditacija in tako dalje, da umirjate svoje čustva in šele potem greste na kanaliziranje. Okay? Ampak čustva so pot do vašega kanaliziranja. In če recimo zelo močno začutite ljubezen in predanost do angelov, takrat dobite pa, res izjemne informacije, ne? In, tale ta vrhnja, tole bom pa kar vzela, ni mi bilo treba niti vprašati, dvojčki, tole, vse ste videli, kaj se je zgodilo, dvojčki ste pa dobili, to je karta frnikula, vidite, prav tiste, ki smo se kot otroci igrali, so gor frnikule, a ne? In jaz sem dobila tukaj informacijo, torej dvojčki, da vi, a veš, koliko smo zbirali, če ste kdaj zbirali te frnikule, pa mogle so bile biti, a veš, da niso bile iste, a ne? Da so bile čim bolj različnih barv, je za vas pomembno, da si nabirate nova znanja in izkušnje, ki so drugačne. Če hočete kanalizirati, rabite veliko raznolikosti. A veš, ne da se vedno enih in istih stvari držiš. Rutina, eno in isto znanje, eno in isto ponavljanje stvari, tudi če so eterične, ampak da se učiš novih principov. Za vas recimo se ful svetuje neka lepa, nova, abstraktna znanja, nekaj, ki ne poznate, da je čim več novih stvari. Hej, sam prešepnem, te duhovnje telepotovanje duše, ima vedno ful novih stvari. 9. dimenzija, nadangelska, kar prihaja zdaj v februarju in še. Ampak to ti pustila, da sama raziskuješ, zato da res ti zbiraš svoje frnikule, a ne? In potem naslednji ste rakci. Kaj pa raki, a ne?
vi boste pa kanalizirali kako? Ogledalo. Dragi raki, vi, če hočete kanalizirati, rabite stik s svojo dušo. Angeli, vse super, tako naprej, ampak zakaj je tukaj karta ogledala in kaj mislim stik s svojo dušo? Ven, dragi raki, vi ste toliko dobre duše, ampak zelo hitro se vam da včasih samo podoba zrušiti. In takrat začnete iskati potrdila, sporočila in potrjevanja namesto od eterike, namesto od svoje duše, začnete iskati od drugih ljudi. Začnete iskati od okolice in tako dalje, kar vas pa, a veš, nikoli v resnici ne bo okolica mogla nekaj na večje potrjevati. Nikoli vas ne bo mogla. In takrat namesto, da bi od angelov zbirali mnenja in pogledali, kaj je res za vas, kar ve recimo vaša duša, vi začnete to delati na tej ravni. In to ne bo nikoli, tudi če je najbolj pozitivno, to niste vi. Pazite, kje zbirate informacije. Mal tako bi vam rekla, raki, mal iz tega, torej gradnje vsega, svojih dejanj, to, kar se odločaš in vse naprej, namesto da sprejemaš odločitve od tega, te malo pa od tega. Daj no, ok. In potem ste tukaj levi. No, kaj pa levi pa kanaliziranje? Karta. Butterflies, vedno, a so opazili ti levi, oni ima, vedno je treba njim nekaj najmanj delati, hecam se, ampak ja. Karta metuljev je simbolika, torej ta karta simbolizira krila in polet. Vi, če želite kanalizirati, zelo močno kanalizirati, ne smete biti na enem mestu. Metulj nikoli ne bo srečen, če bi obsedel samo na enem mestu. Metulj je definitivno tisti, ki leti, razumeš, naokrog. In vi ste definitivno v tem letu in tudi seveda februarja naj bo velik poudarek na tem, kje lahko, razumeš, razširite svoja krila in kam lahko poletite. Več novih ljudi, ki spoznate, več vrat, ki vam odprejo, več kanaliziranja bo. Jaz sem tukaj zaznala, glede na to, koliko je metuljev gor pa tako naprej, da vam bojo angeli zelo prinašali nekaj ljudi na vašo pot, ki se bojo odzivali na to, kar ste vi kanalizirali. Vi delite veliko na priklicovanju želja in meditacije za manifestiranje in potem bojo te ljudje prav gravitirali k vam in vam bojo odpirali vrata. Ko vam bojo pa odpirali ta vrata, je pa zelo pomembno torej, da ne obsedite na eni rožici, ampak da greste na naslednjo, da poletite, zato ker več, ko bo torej novih priložnosti, novih energij, novih ljudi, bolj se bo kanaliziranje, pa še to bi lahko, to je čista karta brainstorminga. Ampak seveda so metulji tudi znak transformacije, kar pomeni, da vas pomočjo kanaliziranja čaka čisto novo življenje. Ampak mislim skrajno pozitivno, zato ker na tej karti vidimo veliko zlate barve in tudi številka 5 je gor. 5, razumeš, je številka mednarodnih sodelovanj, še to je še ta številka je gor mednarodnih sodelovanj, res takih velikih stvari, ki se zgodijo. Zdaj sem se spomnila na mojega Mihaela, veš, zdaj ima to karto, pa še 5 je po rojstvu. Tako da mislim, da bo zelo vesel, ko bo poslušal tale nebeško skop in jaz sem seveda vesela za njega in za vse vas. Potem ste pa tukaj naše nežne device, kaj pa vaše kanaliziranje, vi ste pa dobile golubico, torej to je pa golubice, stik z Bogom. Vi imate pa karta številka 8, številka obilja je, vi pa definitivno golubice so, vedno, ko vidimo golubice, vedno se spomnimo na Boga. Vi pa želite, kar ko rabite, angeli so super, ne me narobe razumeti, vi imate pa direktno povezavo z Bogom in za vas je zelo dobro, da se povezujete, da imate odnos do Boga, pogovori z Bogom in tako dalje. In vse, kar potrebujete, če ste se zdaj recimo zelo obračali na angele in vodnike in tako naprej, bi jaz rekla, da se začnite obračati na Boga. Začnite se obračati na Boga, ampak ta karta pomeni, da če zdaj se Bog tukaj pokazal, torej stvarnikova energija, zdaj gledajte, vi rečete temu Bog, boginja, stvarnik, stvarnica, kozmična ljubezen, to so vse samo izrazi. Gre se za univerzalno, res močno, mogoče najvišjo obliko zavesti, kar jih je, ampak mi vsi smo del tega. Ampak, a veš, imaš tudi
vmesnike, to so angeli, ki nas pripeljejo do tega, imaš pa direktni vir, kar pomeni, da se vam v tem letu lahko razvija tudi veliko darov, kot so zdravilstvo, lahko berete iz kart, lahko svetujete drugim ljudem. Direktna komunikacija z Bogom je velik dotok svetlobe, ki lahko pomaga na vse zadnje tudi drugim ljudem. Jaz bi vam tukaj rekla, da se vam znajo odpirati želje potem, da boste angelski zdravilci, svetovalci, karkoli že je, duhovni učitelji in tako dalje. Zdaj se boste vi odločili uporabiti to za sebe ali pa boste mogoče še komu drugemu to pripeljali v življenje. Jaz zdaj slišim informacijo, da je vaša odločitev. Ni zdaj to nujno, da počnete, samo to, da veste, da ravno v tem letu imate to opcijo. Tako da definitivno božja karta za vas, devica, ne? Potem ste tukaj naprej tehtnice. Kaj pa tehtnice? Evo jo. Karta Mavrice. Karta Mavrice. Kadar vidimo karto Mavrice, veš kaj, tukaj je pa res sporočilo ni da ni. Sicer jaz bi tukaj rekla, da je za tebe ultimatna, v bistvu neka sporočilna nota meditacija, ampak ni da ni, katera eterična bitja se preko Mavrice oglaša. Od angelov do duhovnih vodnikov, do samorogov na vse zadnje, vilinke, tvoja duša, pokojniki, vsi so. Pa vendarle Mavrica kot simbol upanja, simbol miru, pravi, da če jo povežemo zdaj z kanaliziranjem, da moraš veliko preživeti časa v sami meditaciji, v stanju miru in blazno osredotočenega uma. Sploh, če ste mogoče na začetku leta čutili, da vam je bilo malo težje in tako dalje, je zelo pomembno, da delate na umirjanju. Ko boste umirjeni, ko bojo vaši možgani res osredotočeni, scentralizirani, potem boste vso to sfero tudi slišali, ampak poudarek definitivno. Imate torej povezava, kanaliziranje in meditacija. Potem imamo naprej škorpijone. Škorpijoni in kanaliziranje, a ne? Baby, it's a baby. Karta dojenčka, vsi morate imeti otroke. Ne, hecam se. Kaj vam zdaj to povedala? Vi dobite kanaliziranje, ne rabite zdaj vsi imeti otrok. Joj, veš, jaz ne bi zdaj imela otrok, ampak jih moram imeti zato, ker nebeško skop pravi. Ne rabite, a ne? Ampak definitivno je pa to karta, zelo je lepa karta, ki pravi, da če želite kanalizirati, rabite prideti v stik s svojimi otroškimi željami. Vi ste drugače dostakrat zelo resni, odgovorni, vse mora biti tako, kot je treba, zato ker jaz vem, da to tako mora biti, kar je vse super, zelo ste zemeljsko poštimani, ampak ne pozabiti, a veš, otroci so recimo zelo močni pri kanaliziranju, a ne? In zakaj? Zaradi tega, ker imajo te, a veš, sanje, upanje, želje in si jih dovolijo in izražati in jih živeti. Dajte letos si dovoliti skanalizirati te želje, dajte se spomniti, kaj si vaš notranji otrok pa želi zabavati se, imeti se dober in tako dalje. Pa boste vi pol tudi skanalizirali nove ideje in za delo in za življenje. Ampak mečkam tako zabave, pa da se imate lušten, pa da uživate, razumeš, da pridete s to otroško energijo v stik, bi bilo pa za vas ključno. Vem, da je to sicer svetovač škorpijonom, taka zanimiva stvar, ki se je tukaj pokazala, ampak pokazala se je. Definitivno tvoja duša in angeli vejo, kaj počnejo. Potem imamo tukaj strelce, kaj pa vaše kanaliziranje. Moram kar malo več premešati, strelci. Evo jo. Glasba. Glasba. Karta glasbe, dragi strelci, za vas bi bilo zelo dobro, če hočete kanalizirati, da preživite nekaj časa, nič ni narobe z vodenimi meditacijami, tudi jaz vse veste, zelo rada delam in za vas pa tako naprej, ampak za vas bi bilo zelo dobro, da malo zavesti pustite prosto pot, tako da si date gor meditacijsko glasbo, a pa kakšno glasbo, da najdeš, da ima noter kakšne določene frekvence in da v bistvu mogoče niti ne rabiš, greš v meditacijo, zapreš oči, poslušaš to glasbo brez vodenja, ampak mogoče, da niti ne rabiš, jaz sem tukaj začutila to pri tej karti, da ne rabiš niti noter dati namere. A veš,
kaj se mora zdaj zgoditi v meditaciji. Torej pomeni, da imaš točno določen cilj, ampak temu rečemo, da pustiš spontano kanaliziranje. To pomeni, da rečeš angeli, karkoli je potrebnega, čez pride in si samo v tem stanju. Glasba bo blazno vplivala na tvoje možgane, bo definitivno pritiskala na prave točke kanaliziranja, ti pa sam poslušaš. Ne sploh, da se pogovarjaš z angeli, postavljaš vprašanja, ampak sam pustiš, da vidiš, kakšni vtisi se zgodijo pa tako naprej. Spontano kanaliziranje temu rečemo. Za vas bi bila to ena taka super februarska vaja, ki vam jo zelo svetujem. Boste videli, boste mogoče celo presenečeni, kakšne vse neke ideje pa kanalizirane informacije bojo prišle čez. Sem pa začutila zraven, da bi bilo tudi zelo dobro, da jih zapišete, ker bojo kakšne mogoče malo take posebne pa abstraktne, a ne? In na vse zadnje, evo, kozorogi, pa nas ste prvi dan, ste mogli pa počakati, a ne? In ta zadnji ste še kozorogi, a ne? Kozorogi imate pa, karta komunikacije. Karta komunikacije, vi imate pa glih obratno, kar ste imeli strelci. Vi kozorogi, vi dostikrat veste, da ste pametni, da veste, kako se stvari, kako se poštimajo in mogoče včasih težko vzamete na svet. Okay? Tako da tukaj za vas pa je navodilo februarja, da vzamete na svet. To pomeni ne kar samodejno misel, da imate vse informacije, da ste, a veš, vi tak najbolj pametni, saj ste pametni, absolutno, ampak da nič novega ne morete zvedeti in da vam nišče drug ne more neko dobrobit prinesti. Lahko vam. Jaz mislim, da bojo angeli uporabljali druge ljudi in v bistvu kanal komunikacije, da vam dostavijo svoja sporočila. To se zna zgoditi ali tako, da začnite spraševati ljudi, recimo za nasveta, kaj vidijo, ker če ne drugega se boste veliko naučili, ampak ogromno vaših angelov bo zbiral kanal komunikacije. Kanal komunikacije zato, da z vami, a veš, dosežejo to, da vam neko sporočilo dostavijo. In boste dobili dobre informacije in si definitivno splača upoštevati. To je prvi del vašega sporočila. Drugi del sporočila so pa seveda pogovori z angeli, a ne? A veš, da jih ti sprašuješ stvari, da jih vprašaš, kaj angeli recimo vidijo za tvoje življenje in prejmeš nazaj tudi odgovor. In tukaj so mi v bistvu ribice zelo dobro navrgle, da mogoče lahko kar tukaj premierno in za zaključek v bistvu povem, da imam ful veliko presenečenje, evo, kar prvič, da takole povem, in to veliko presenečenje je, da se nanaša ravno na to karto, ker so imele ribice, vsi, ki se boste odločili, karkoli delati na temo kanaliziranja, meditiranja in tako naprej, v pomladnih mesecih, a ne? V pomladnih mesecih bi bilo zelo dobro, da veste, da vsi, ki se boste prijavili na katerikoli tečaj, ki ga imava midva z Mihaelom pomladi, torej da se začne, od marca dalje boste zraven dobili popolnoma brezplačno obsežen tečaj, spletni program angelske komunikacije v vrednosti 333 evrov. Čudovite tečaje imamo, ko prihaja akademija kanaliziranja, kaški terapeut, kristaloterapija, tečaj jasnovidnosti, angelske terapije in še. Poglej si na potovanje duše.si, čudovita darila so še dodatna pri marsikaterih tečajih zraven. Ali pa ne pozabi, da imamo 6. februarja prav to meditacijo na temo kanaliziranja. Nismo jo še imeli, bil je čas, da jo prvič naredimo, ker to bo mesec kanaliziranja. Upam, da ti je bil všeč ta nebeško skok. Lepe karte so si definitivno odprle. Želim ti vse najlepše, lepo se imej do naslednjič in čao.